Hej, en lep pozdrav danes o nadomestnih kartušah. Zakaj? Zato, ker so odlične za uporabo lahko in jih mi uporabljamo in so bistveno cenejše. Zato, da prihranite, ker je pač nerodni časi so, razlike med tistimi, ki imajo in tistimi, ki nimajo, so vedno večje in vedno več je tistih, ki nimajo. Zato bi rada pomagala in tukaj imate brezplačno znanje, brezplačne nasvete, a ne. Če pa bi radi kaj bolj poglobljenega za podjetje ali zasebno, pa veste, kje me dobite. Spodaj v opisu so moji podatki, pa mi pišite ali pa v komentar. Okej, jaz bom kar sharala screen, tole sharam screen, da gremo kar na samo temo. Takole, toner 1, 2, 3. Najprej tiskalniki. Tiskalniki, samo majčkeno bom jaz šla na, okej, tole je prva stran. Toner kartuše, toner 1, 2, 3.si kartuše, mi tukaj absolutno tukaj kupujemo nadomestne kartuše, ker so izjemno kakovostne. Namreč ful je treba paziti dejansko, kaj sploh, kakšne kartuše kupite. Originalne so originalne, a ne, pač, jih dela podjetje, čeprav tudi originalne so lahko zanič, lahko spustijo. Obnovljene kartuše sem nekaj časa kupovala pri enem drugem podjetju, ampak so mi večkrat spustile, lahko so uničile tiskalnik in, jih nisem potem kupovala. Zdaj nimam že dolgo časa ne z obnovljenimi kartušami, nobenih izkušenj. To pomeni, da vzamejo staro kartušo, jo očistijo, v bistvu pač ponavadi to delajo v tovarni ali v nekem podjetju, ki to dela, in svoj toner noter dajo, se pravi svojo barvo ali toner. Zdaj, kartuše so lahko za kapljični tiskalnik, se pravi, to je barva, se pravi zliva, ali pa je to prah, a ne, to je pa za laserske tiskalnike. Ti dve varianti obstajata. Zdaj, kaj kupiti? Odvisno je od tega, kaj vi potrebujete, koliko tiskate, kako kakovostno potrebujete in zakaj potrebujete, ne. Zdaj, če res, pojdimo kar tulele dol pogledat. Tole so najbolj tipični tiskalniki, jih je še več, in ti so tipični za običajne uporabnike, Brother, Canon, Epson, HP. Zdaj za HP bi, rada povedala, smo ga imeli, izjemno nezadovoljni. V društvu smo se večkrat, pohecali, v bistvu, ker mi imamo grafično oblikovanje in pa tudi tiskamo stvari včasih. Smo se včasih pohecali, da HP zliva barvo na papir, ne tiska, ampak jo zliva. Izjemno potratna reč, pa, tudi, software mi ni všeč. Najboljši software ima Canon, sigurno, tudi zelo lepo tiska, ful lepo. Je pa problem, ker se po enem letu sigurno pokvari oziroma pač je nekako verjetno tako sprogramiran. Tudi če dolgo časa ne tiskate, kar javi, da pač kartuša pač ni več uporabna in da je prazna. To govorim zdaj o originalnih. Pri nadomestnih tega ni. Nadomestne kartuše imajo tudi čipe, jih prepoznajo, tiskalniki, ampak to ni sprogramiran na čipih gor, a ne, da bi kar se izklopila, pa kar, imate še pol ali pa tri četrt kartuše in da ni več. Jaz znam, oziroma da vam javi, da ni več. Jaz znam primer ene gospe, ki je Canon tožila, ki je pol leta ni printala, a ne, in potem je v bistvu ji, tiskalnik kar javil, ene trikrat je v tem času printala in je tiskalnik kar javil, da je kartuša prazna, a ne. Ona je šla tožit Canon, dobila je tožbo in ne vem, kaj se je pol zgodilo, ampak toliko v poduk. Epson ne segreva
ne segreva barv v glavah in ima dosti bolj naravne barve. Če rabite nekaj zelo naravnega, da tiskate recimo za fotografije, pa to je dosti boljš po mojem Epson. Canon je pa za take stvari fancy šmensi zelo, ne vem, da nabijete barve, je Canon res fajn stvar. Epson ima dosti dober software, se pa tudi pokvari leto, dve in že težko, da ga boste imeli naprej, a ne. Brother, zdaj mi imamo že 6 ali 7 let ali več enega Brotherja in dela. To je robustna mašina, deluje dobro, dobro tiska, mi imamo multifunkcijsko mašino, tako večjo A3 in pa dejansko tudi, ko bi rekla, da se ga zelo dobro usposobiti, če kaj ni. Je fajn, no, pač in ni javil, ker recimo Epson nam je javil end of life, ne, pač po tolikih tiskanjih je end of life in ni šans, da tiskaš naprej, a ne. Razen, če poznaš hekerja, ki ti sheka Epson, da ti tiskaš še naprej, pa dela Epson še kakšnih 10 let. Sigurno, a ne. Canon ne, Epson pa. Mi smo to enkrat naredili in je Epson je delal dolgo časa. Pa smo pa vzeli Brotherja, ne. Brother je zelo robusten, nobenih težav, v bistvu vsi imajo lahko tudi Wi-Fi, se pravi na kabel, USB ali pa na Wi-Fi, lahko več naprav, tiska se gor, od računalnika, telefona, tablice, fotoaparat, kamera, ne, se da tiskati, tako da samo nastaviti je treba znati, ne. Nastavi se in potem stvari več ali manj delujejo, sicer pri Wi-Fiju, če imate dinamičen IP, je včasih se prekinejo te povezave, pa je treba to spet nastaviti, če nimate statično nastavljeno. V podjetjih je treba kar statično nastaviti, ker drugače vsak tapet ne bo več mogel tiskati in grejo lasje pokonci, ne. Tako da pri podjetjih, pa tudi če gremo pogledat tulele gor, proizvajalci za podjetja so boljši, recimo Konica, Oki, Rikoh, za take zelo to so profi zadeve. Ni Lexmark, ne vem, nimam dosti izkušenj, ne vem, ne bi mogla soditi. Je pa absolutno so Xerox, to so profi stvari, to ni za navadne uporabnike, toliko samo, da povem, a ne. Zdaj, kaj je nadomestna kartuša? Nadomestno kartušo v bistvu skoraj običajno tudi isti proizvajalec dela kot original. S tem, da na original se natisnejo gor oziroma nalepijo gor, pač, da je to Canon, da je to ne vem kaj, kartuša, na nadomestnih pa običajno ni nič. In potem recimo toner 1, 2, 3 tole natisne svoje oziroma nalepi svoje nalepke. Toner 1, 2, 3 si nalepi, kakor da je to njegovo, ne, in prodaja to. Zdaj, pri toner 1, 2, 3 je meni všeč, ker preizkusijo te zadeve in imajo kvalitetne stvari. Ne uničiti tiskalnika. Jaz ne vidim nobene razlike med originalno kartušo za Brotherja in nadomestno kartušo. Razlika bistvena je pa v ceni. Če pogledate tule dol, v bistvu, če gremo pogledat Brother, recimo, da boste videli, kako se to najde na tej spletni strani, čeprav imate tule, glejte, vse, mislim, ni da ni, lahko iščete po čemerkoli in če ne drugega, greste čisto na koncu, čisto na konec dol in pa zavrtite tale telefon, tukaj imate ljudi v žirovnici, Gorenjska, imate email, imate tule vse pogoji, informacije, dodatno, ni da ni, v glavnem ni da ni. Dobite, mi smo dobili, tule piše dostava v 24 urah, verjete, nekaj za to plačati, čeprav mi smo res dobili v enem dnevu, pa nisem čisto nič doplačevala, takoj sem dobila, čisto takoj. Hvala za donacijo, ker smo dobili za društvo donacijo nekaj kartuš, jih pa kupujemo na tej spletni strani, ker so res kvalitetne in poceni. V glavnem, tle gor.
Torej, Brother, serija, to vse piše na printerju gora, ne? Ali pa v garanciji, ali pa v navodilih imate. Mi imamo MFCJ, potem model imamo 2440, takole, in se še celo slikca pokaže. Če pa ni modela, v bistvu pa tlele gor je iskalnik, tukaj gor, in vpišete, če imate starejši model, ki tukaj ni naveden, ne, mi imamo tudi en starejši model, ki ga ni, 2200, mislim, da je, Brother, in ga najde v sistemu in najdete kompatibilne kartuše. Evo, in tukaj imate kompatibilne kartuše, ki so res smešno poceni. Smešno poceni. Imate lahko več skupaj jih, XL pomeni, da je večja kapaciteta, bolj napolnjena. Ja, razlika med originalno in kartušo in nadomestno je tudi v tem, da nadomestne so definitivno polne. One originalne pa niso. Sigurno, lahko greste pogledat, koliko je ful je manj, tudi mililitre lahko primerjate, koliko je tukaj noter, ker če kliknete na kartušo, vam bo povedala, ne, pač boste imeli, čakajte, originalen, kapaciteta, koliko lahko natisnete. Pri originalnih mislim, da tudi piše kapaciteta, in boste videli, da je bistveno malo, nekje tudi original, nadomestna kartuša, čakajte, ne, tole je original. Aha, ne, tole je prav Brother original, nisem nadomestne, čakajte, treba samo malo. Bom tlele vpisala gor, pardon, nisem to je original, pa še te original vidim, da so zelo poceni. Se pravi, Brother, zdaj, nadomestna kartuša. Jaz bi samo opozorila, če imate nov tiskalnik, dajte sam pogledati garancijske pogoje. Nadomestna, evo, takole so nadomestne, recimo, primer, ne, kompatibilna, piše kompatibilna, torej primerna za tak pa tak Brother, to je en primer, recimo, ne, Brother, in tukaj piše, za katere je kompatibilna, in vidite, pač ima drugo drugače narejena, ne. Pa prozorna je, da se vidi noter, da je res polna, medtem ko originalne niso prozorne, tam se ne vidi. Glejte, zdajle so zelo veliki popusti, se splača. Jaz kupam ponavadi za 6 mesecev naprej, max, največ. Se ne splača več, a ne, da ni črnilo prestaro, ker črnilo se stara, tudi če dolgo časa v bistvu, tudi če dolgo časa pustite stati kapljični tiskalnik, a ne, taka brizga, se vam bo zasušil, če več kot en teden, sploh pa več kot en mesec, pol je treba glave očistiti, tam gre veliko, unič črnila in tako, v glavnem se ne splača. Torej, če zelo malo tiskate, potem se vam splača laserski tiskalnik, ki ima prah, ne, kupiti, ali če zelo malo tiskate, a ne, če enkrat na teden tiskate, se vam splača kapljični tiskalnik kupiti, je tudi ceneje v bistvu vse skupaj, medtem ko če tiskate veliko, se vam pa splača preračunati in mogoče najeti tiskalnik. Najeti, a ne, vi morate ugotoviti, koliko na mesec pač date za kartuše pa tiskalnika, ne, amortizacijo. Morate izračunati in potem, če je to več kot 50 evrov, se vam sigurno splača najeti tiskalnika, ne. Pa imate različne najeme. Evo, takole. Tole so original, glejte, ke je pač original, recimo 18 evrov, 5 mililitrov, glejte, 5 mililitrov. To je ful malo, ne. Tele so pa ziher več, 10 mililitrov, glejte. Pa koliko je? 3,5, a ne. Dvakrat, trikrat prišparate, ne. Se pravi, se res se splača nadomestna kartuša, ampak na tej spletni strani jaz imam to preizkušeno.
preizkušeno. Zdaj, imeli smo še pri eni drugi, smo naročili, ampak tam se včasih je bila kakšna reklamacija, smo mogli vrniti, pa so mi šli živci, a ne. Pa še tiskalnik se lahko uniči, če spusti kartuša, ali pa, mislim, če ne dela čip, pa ti grejo živci, ne. Ampak tukaj pri tem proizvajalcu in prodajalcu nikoli ni bilo še nobenega problema, nikoli nismo nobene kartuše še vrnili nazaj. Nikdar. Tako da lahko priporočim, a ne. Tukaj imate celo serijo, tole ponavadi mi naročamo take in je ful čip. Še veliko ceneje, kakor če, ne, pač tako serijo naročite, veliko bolj čip, kakor, ne. Zdaj, tiskalnik, so tiskalniki, ki imajo eno glavo. Imajo vse barve noter, ti so najbolj potratni, teh ne priporočam, zaradi tega, ker tudi če imate ena barva samo zmanjka, morate vse skupaj zamenjati, komplet glavo, in to je res potratno. Kupite tiskalnik, ki ima ločene kartuše. Obvezno kupite takega, zaradi tega, da lahko vsako posebej menjate, ko zmanjka. Ker ponavadi, če tisti, ki tiskajo slike, ponavadi zmanjka rumena, zelo veliko, ali pa modra, pa te več kupite, a ne. Eni tiskajo pa veliko črno-bela oziroma črno in pa več črne kupijo, ne. Pač tako da, lahko kombinirate in pa prihranite denar. Absolutno ja. Okej, v glavnem to je to. Zdaj bi rekla še tako, da je tiskalnik res, funkcionalen, morate tudi kakovosten papir kupiti. Običajno je 80-gramski, ampak pazite, da ni preveč muckast, da ni premalo kakovosten, ker vam ga lahko mečka noter, a ne, pol morate pa razdirati, odpirati, tiskalnik ven vleči. Boljše, če rabite kaj za, ne vem, kakšne naloge, račune, karkoli, diplomske ali kaj takega, malo bolj tršega, pol je boljše 90-gramskega ali 100-gramskega kupiti. Potem večgramski so pa že za platnice boljši, ne, ali pa za kakšne, ne vem, zgibanke ali kaj takega se da. Tako da recimo tukaj imate tudi, tiskalnike za kupiti, etikete, fotopapir in tako naprej. V glavnem tukaj desno zgoraj neki trakovi so, tako da lahko, fotopapir je drugačen, je premazni papir in pač je različnih dimenzij, odvisno, koliko je velik vaš tiskalnik, se pravi od A4 navzdol lahko tiskate, a ne, v vsakem tiskalniku. Če pa A3, pa tudi A3, mi lahko tudi A3 tiskamo, ker imamo tak tiskalnik. In, samo morate pol v tiskalniku nastaviti vse, kakšne barve tiskate, na kakšen papir tiskate, kakšno kakovost, koliko pik na inč tiskate in pa koliko veliko dimenzijo, ne. Če teh stvari ne znate, jaz vam zorganiziram delavnico, vas to naučim individualno ali skupinsko, ni problem, lahko tudi pridem na vašo lokacijo, pač za podjetja, in vas vse to naučim delati, čistiti glave, vzdrževati tiskalnik, paziti na tiskalnik. Recimo primer, laserca nikakor ne smete vtakniti pač v, vtičnico od, recimo naprave, ki ima protinapetostno zaščito. Ga boste uničili, a ne, pač pride povratni udar električni in ga uniči. Lahko, ni nujno, ga pa lahko, a ne. To je en od takih stvari, ker recimo, običajno ljudje ne berejo navodil, vse to piše v navodilih, ampak običajno jih ne, in če nimate časa, me pokličite, jaz se na to spoznam že več kot 30 let, tiskamo, delamo, imamo grafično oblikovanje in, se na to res spoznam. Znam celo knjigico oblikovati, natisniti, zvezati in tako, vse, a ne. In sodelujem tudi še z drugimi, ki to počno. Evo, fotopapir recimo, v glavnem, če ne veste, lahko tudi tulele, zaenkrat nimajo, etikete imajo. Okej, v glavnem, če nimate tukaj, če ni tukaj, boste pa našli pri proizvajalcih, ki imajo samo papir, a ne. Tudi take imate.
Evo, Brother, recimo tiskalnik je samo črn, potem brizgalni tiskalnik, multifunkcijske naprave, to pomeni, da je še skener zraven, imate laserski, črno-beli. Mi imamo enega HP-ja, sicer več kot 30 let starega, dobro dela, je pa zelo, zelo potraten. Laserski tiskalnik je izjemno potraten na elektriko, ne. Je pa zelo, zelo super za take, ki zelo malo tiskajo, ne. Evo, takole, v glavnem, ni da ni v bistvu pač stvari. Tako da nekaj evo, jaz mislim, da sem vam povedala vse, v glavnem ta kanal je namenjen informacijam, poštenim, kakovostnim informacijam, in sicer takim informacijam, ki jih imam jaz, a ne. Tudi za kripto. Jaz bi res rada, da bi ljudje bili srečni, zadovoljni, da bi za vse bilo dovolj denarja in vsega in da je sistem decentraliziran. Tako da bom posnela še eno spletno trgovino, sem odkrila, ki po mojem mišljenju dela na blockchainu in je precej decentralizirana in sem ful vesela, ker je to blazno velik konkurent Amazonu, ker Amazon gre meni na živce, na živce, na živce, ker je za vsako pokrajino, deželo posebej in ne moreš naročiti, ker ti je nekaj všeč iz Amerike, mislim, je ful poštnina in grozno, a ne. Moram vam to povedati, sam čakam, da dobim, ke sem zdaj prvič naročila, da iz te trgovine dobim, da res vidim, da to pride, pa da je ta roba res kakovostna, da ne bom kar nekaj, ne. Sem navdušena, zdaj samo čakam, da pride, a ne, traja nekaj časa iz tiste trgovine. Bom probala kdaj tudi kaj vrniti nazaj, ljudje, ki so že kupovali, pravijo, da so zadovoljni, da pride pravočasno, da so lahko vrnili, če kaj ni bilo v redu, in da, je kvalitetna roba. Tako da bomo videli, bomo videli. Poceni pa je, no, to pa. Dobro, nič, če vam je všeč, všečkajte, delite z drugimi, če so koristne informacije, napišite kaj spodaj, vprašajte kaj v komentarju, če vas zanima, in bom posnela te stvari. In, poglejte tudi spodaj v opisu bom imela link do članka o nadomestnih kartušah in tonerjih in tiskalnikih in teh stvareh, a ne. Tako da, evo, vse na enem kupu. Bodite fajn, en lep sončen zimski dan vam želim še naprej. Uživajte.